Spoštovani gospod predsednik, cenjene članice in člani, ostali vabljeni. Moji predhodniki so osvetlili številna področja, katerim je skupno to, da sooblikujejo okolje, v katerem se razvija in deluje slovensko gospodarstvo. Zato mi ne zamerite, če bom v poskusu integracije nekaterih ključnih usmeritev stranke na področju gospodarstva povzel nekatere stvari, ki so bile že izrečene, vendar je dobro, da jih slišimo večkrat, kajti le tako bodo postale resnično vodilo našega delovanja. Zavedati se moramo, da uspešno gospodarstvo lahko obstaja brez socialne države. Imamo veliko primerov, tudi najmočnejših svetovnih gospodarstev. Na drugi strani pa velja kruta resnica, da socialna država brez uspešnega gospodarstva ne more obstati. Zato je izjemno pomembno, da najprej ustvarimo, da bomo lahko potem delili in da delimo le toliko, kolikor lahko ustvarimo. Poglejte, verjetno se vsi strinjamo, da so kakovost življenja, možnost osebnostnega razvoja, izpolnjevanja življenjskih pričakovanj vsakega posameznika ter dobrobit celotne družbe tisti cilji, h katerim bi morala stremeti vsaka družbena skupnost. Slovenija je lepa dežela, vendar razen lepot nima veliko drugih naravnih bogastev, na katerih bi lahko temeljila svoj gospodarski razvoj. Če želimo ohraniti te lepote, moramo stremeti k trajnostnemu razvoju in k tehnologijam, ki jih lahko razvijamo v sožitju z okoljem. Če pa želimo doseči prej omenjene cilje, moramo ustvarjati visoko dodano vrednost, kajti le ta je predpogoj in temelj vsake socialne družbe. Osnovni pogoj za doseganje visoke dodane vrednosti je, kot je bilo že poudarjeno, znanje. In znanja imamo v Sloveniji veliko, mnogo več, kot si marsikdo misli in ve. In to ne kakršnega koli znanja, temveč vrhunskega znanja, ki nam omogoča, da se lahko enakopravno vključujemo v zahtevno mednarodno okolje, tudi na tehnološko in tehnično najzahtevnejših področjih. To vsakodnevno in vedno znova dokazujejo številna slovenska podjetja, ki so v svojih tehnoloških nišah vodilna v svetovnem merilu. Ker pa je znanje ena redkih dobrin, ki ni izključna pravica velikih in kapitalsko močnih, na tej osnovi nenehno nastajajo nova, majhna, a hitro rastoča podjetja, ki vse bolj postajajo temeljni gradnik uspešnega gospodarskega razvoja tudi v Sloveniji. Slovenska gospodarska rast je v tem trenutku ugodna. Ugodna je predvsem zato, ker so tista podjetja, ki so preživela zadnjo krizo in številne prelomne trenutke pred njo, utrjena in se zavedajo pomena znanja, inovacij in osvajanja novih trgov. Da bodo še uspešnejša, jim mora država ustvariti ustrezno poslovno okolje. No in zato bodo ključne usmeritve stranke Lista Marjana Šarca na gospodarskem področju, ki bodo omogočile razvoj spodbudnega okolja za vzdržno in uspešno rast našega gospodarstva, naslednje. Zagotovitev stabilnega, predvidljivega, odprtega in mednarodno konkurenčnega poslovnega okolja z davčno zakonodajo, ki bo temeljila na primerni obdavčitvi vseh ključnih dejavnikov dela, kapitala, transakcij, premoženja in to na tak način, da bodo mladi imeli priložnost in željo ostati doma.
Vzpostavitev enostavnih, jasnih, hitrih upravnih postopkov pridobivanja raznih soglasij in dovoljenj ter racionalizacija predpisov, ki urejajo področje delovanja poslovnih subjektov in ne prinašajo dodane vrednosti, ob tem pa so breme, ki še posebej bremeni mala in srednja podjetja ter samostojne podjetnike. Prizadevanje za razvoj dobro, hitro in učinkovito delujočega sodstva, ki bo vsakomur omogočalo ustrezno pravno varnost pod enakimi pogoji in negovalo ničelno toleranco do kakršnihkoli deviacij in odklonov, ki ogrožajo temeljne vrednote družbene skupnosti in omejujejo njen razvoj. Izgradnja šolskega sistema, ki bo razvijal, vzgajal in ustvarjal kritično razmišljajoče, kreativne in inovativne kadre s prvimi zametki podjetniškega duha in z več praktičnega usposabljanja skladno potrebam razvojno naravnanega gospodarstva. Razvoj sistema, ki bo omogočal in spodbujal boljše povezovanje znanosti in gospodarstva, en hitrejši prenos znanj s ciljem ustvarjanja izdelkov in storitev visoke dodane vrednosti na področjih, kjer lahko dosežemo kritično maso za preboj v svetovni vrh. Usmeritev državnih spodbud v tiste projekte in aktivnosti, ki sledijo tehnološkemu razvoju in tehnološkim trendom in ki zagotavljajo zgodnji privzem, razvoj in uporabo novih tehnologij, med katerimi je bila večina že omenjena, to so digitalizacija, avtomatizacija, robotizacija, pametne tovarne, pametna mesta, umetna inteligenca, potem internet stvari, veriženje podatkovnih blokov, biotehnologija, novi materiali in še bi lahko našteval. Razvoj prometne, energetske in komunikacijske infrastrukture tako, da bo zagotavljala enakomernejši gospodarski in družbeni razvoj regij in primerno stopnjo samozadostnosti, ter seveda pospeševanje in podpora internacionalizaciji predvsem malih in srednjih podjetij ter krepitev promocije Slovenije kot atraktivne turistične destinacije izbranim ciljnim skupinam. Kot je bilo uvodoma danes omenjeno, za uspeh so potrebne 3 stvari: znati, moči in hoteti. Ne dvomim v to, da znamo, in ne dvomim v to, da zmoremo. Ključno vprašanje uspešnega razvoja Slovenije je, ali to zares tudi hočemo. Naj zaključim tako, da povzamem misel enega največjih umov človeštva, Alberta Einsteina, ki je nekoč dejal: če stvari ves čas počneš enako, je norost pričakovati drugačen rezultat. Naj bo prvi nastop stranke Lista Marjana Šarca na državnozborskih volitvah zaznamovan z uspehom. Hvala.